Charles Chan, oče veliko bolj znanega Jackiea Chana, ki je snimal filme tudi v Sloveniji, je tamle ob reki Yangtze spoznal Lili, svojo bodočo ženo, ki je prodajala opij. Namesto da bi jo aretiral, jo je spustil, kasneje sta se zaljubila, potem je Mao Zedong zmagal na Kitajskem in so pobegnali v Hong Kong, ampak to ni več važno. Spoznala se tukaj v mestu Wuhu. In tukaj je danes doma znamka avtomobilov Chery, ki je že več kot 20 let največji izvoznik avtomobilov z Kitajske. In meni, ki sem totalno neprespan, evo doma je zdaj ura 00:30 po noči, se že mudi, ker me tamle dol že čakajo. Drugač pa prvi dan, evo, že prva predstavitev o Moda 4. Včasih so ji rekli, da bo to o Moda 3, ampak so se pa odločili za 4, ker je vseeno večji avto. 4,42 m je dolg. Naslednje leto pride k nam, baje že marca. Pogoni bodo različni, ampak za nas bo baje najbolj zanimiv hibridni model, ker bo baje tudi cena zelo dobra. Drugače pa ideje za oblikovalec najdu v vesoljskih ladjah. Ja, sliši se zanimivo, ampak vse so linije res take, zelo odrezane, zelo spaceship. Noter je tudi ful zanimiv, rekli so, da je spet bila ideja vesoljska ladja, ker ima takšen gumb, ki ga dvigneš in potem šele prižgeš avto, tako da kar cool, ja. What is mecha design? Well, that's a very good question. For mecha design, it means something that is very edgy, and the surfaces are a little bit into the flat turn. As you can see, it's not so soft, and so it's like a cutting with laser cuts, basically. Okay. Right? So it's inspired in mechanical features. That's why it's called mecha. What we're trying to do is just to make a model that is not for everyone, but it's a car that will stand out, and the people that like it, they will really like it. That's what we want to do. Okay, about the interior, it's a spaceship design. Yes. What does that mean? So it's also inspired on the spaceship. So as you can see, it has like this big wing feeling that goes through the doors, and then the center console is very, very high. So that makes you feel like when you sit on the car, you're having like a spaceship commander, you know? Like you're like this, and you have everything here. All the buttons are very handy to you, and then it has the launch button as a spaceship as well. Testne vožnje so kle na Kitajskem vedno ful zabavne. V bistvu te pelje na neko parkirišče in pa reče, kle imaš avto za tistih 15 minut ali pa pol urce, malo se pelj in pol naredi test iz tega. Ampak okej, nekaj občutke pa že dobimo. Zdaj smo kle na enem parkirišču zraven ogromne reke Yangtze. Dež pada, ful škoda, ampak tole je avto Exit Stera ES. Ta avto bo prišel tudi v Evropo in tam se bo imenoval Xlantix ES. Baje pride tudi k nam. Ful je zanimiv avto, ker je za njih to premium, drugače ima pa dve možnosti pogona, in sicer električnega, zaden pogon ali pa štirikolesen, lahko ima pa tudi range extender, to je podaljševalnik dosega, in z njim ima doseg več kot 1600 km. Ja? Drugače pa tudi z baterijo, kot vidim, ogromna prevoza. Zdaj ima 67% baterije, pa 349 km je še range, in največja baterija, ki je na voljo, ima celo 100 kWh, kar je ob taki obliki v bistvu zelo dobro. Kar lahko povem je to, da je ful dobro narejen, vsaj prvi občutek je tak, tako vse ful tako lepo deluje, trdno, dobri materiali so mehki, ful ima dobro šipo gor razdeljeno. Prostora na zadnji klopi je ogromno, ker ima 3 metre dolgo medosno in sediš ne vem zakaj Kitajci rabijo toliko prostora v svojih avtih. Drugače pa tehnološko zelo podoben Luxidu S7, medtem ko R7 so pa midva z Anžetom že aprila vozila kle na Kitajskem. In je bil tudi zelo prijeten za peljati. Evo, to je pa Exit Stera ET, ki bo pri nas znan kot Xlantix ET. Tale ima pa range extender, torej podaljševalnik dosega, in z njim lahko naredi baje 1500 km, oziroma več kot 1500. Zdaj recimo mi piše klele, da ima doseg 864 km, pa baterija je skoraj prazna, samo še za 17 km. Tako da se kar da, ne? Drugače je to malenkost manj kot 5 metrov dolg avto, prostora je ogromno, potegne tudi ful lepo, tudi ta je lepo narejen, taka zanimiva notranjost, zelo barvita,
ampak se zdi, da je tudi zelo dobro sestavljen. Lahko ima spreden, lahko ima štirikolesen pogon, podaljševalnik dosega je 1,5 litrski turbo bencinski motor, itak. Potem baterija je pa lahko od 32 kWh pri range extenderju do 43, pri baterijskem pa 77 kWh ali pa 100 kWh in s to baterijo ima tudi ta zelo velik doseg. Avto je tudi za Kitajce precej nov. Lani se je začel tukaj prodajati in zdaj so pač ugotovili, da bi se ga splačalo očitno tudi izvažati, ampak pod drugim imenom, kot sem rekel, Xlantix. Druga lokacija je nek provizorični poligon, tukaj so nam pripravili take zanimive vožnjice z njihovimi avtomobili, sicer tudi tukaj dež pada, zato imam dežnik. Najprej smo pa vozili J-Coupe 5, ta pride baje konc leta oziroma na začetku naslednjega leta tudi k nam. To je takšen zanimiv avtoček, 4,38 metra je dolg, tole je pa J-Coupe 7, ta je mačkem večji. Ampak zdaj gremo na vožnjo z enim avtom, ki ima isto osnovo kot J-Coupe 5, pa se ga ful veselim. Tole je. Evo, zdaj pa prvič vozil iCar. Gledamo en tak test, da najprej pospešujemo na polno, potem zaviramo na polno, na koncu pa še gledamo, kako udoben je. We go? Ne, pospešujemo na polno in zdaj bremzamo. Ustal vse. Ok, in zdaj bomo še udobje sprobali. Ful je mehak, tako. Nam rekel, da je spužal zdaleč od tega, ampak mehak. Me pa ena stvar totalno navdušuje in sicer kako dobro je sestavljen, zaradi tega, ker čist nič ne škripa ali pa ropota, ko se pelješ tudi po takih grdih luknjah. Cool avto, upam, da res k nam pride. No, tole je pa Moda 7. Očitno imajo Kitajci ful radi pospeševanje pa zaviranje. Pospešuje, zavira tudi, gremo pa še mačka slaloma. To je tak kar velik avto, ki bo tudi kmalu pri nas in hoče pokazati, da se ful lepo dinamično pelje, čeprav je velik. Tole se kar nagiba, je kar velika krava, ampak gre. Lepo. Thank you. Inštruktor me je pohvalil. Tako da očitno sem dobro naredil. Aj, komu slabo? Ne. Ok. Evo, tale v Moda 7 bo tudi enkrat pri nas, baje, če bo vse po sreči že sred naslednjega leta. Je pa to velik križanc, 4,66 metra je dolg in na voljo z 1,6 litrskim benzinskim motorjem ali pa kot priključni hibrid z 1,5 litrskim z električnim dosegom 95 km, skupnim dosegom pa kar 1250 km po kitajskih meritvah, jasno. Najboljši podatek pa mi je ta, da ko je baterija prazna, je povprečna poraba samo 4,98 litra na 100 km, hudo, ne? Tole pa drugač prenovljena v Moda 5. Tole zadnje pa 7-ka. Tudi pes je zanimiva zadeva, z njim sem se že sicer od zunaj igral, imaš takle zaslonček, potem pa kar na njem v bistvu narediš, kaj bi rad. Aha, wow. Priden. Mi mislimo, da je to igrača, v resnici pa je tudi potencial tega izjemen, ker bojo delali tudi ful težje pse, ki bodo lahko nosili v bistvu vreče za ljudi, jih vodili okoli. V glavnem, tole je tudi naslednja stvar, ki je zelo velika, čeprav danes zgleda sam kot igrača vse skupaj. Zanimivo je, da so pri Cheryju začeli razvijati te robote, ker so ugotovili, da jim primanjkuje dobrih prodajalcev v salonih in je bilo po njihovem odhodu vedno potrebno trenirati nove, pa so pred 3 leti začeli pač razvijati takšne pomočnike prihodnosti. Ja, še bolj zanimivo pa je, da je tukaj noter kar 90% delov enakih kot v avtomobilih, zato se takšnim velikim firmam sploh ni težko lotiti mehanskega dela. Večji izziv bo potem programska oprema vseh teh robotov, ki pa jo tudi baje preizkušajo na vse možne načine. Tako da ja, verjetno bo res neke vrste takšen pomočnik v prihodnosti že pri marsikomu doma. Že čez nekaj let verjetno.
Chery je od letos delno tudi v privatni lasti in prej sem prav pogledal, njen predsednik Yin Tongjue, ki je imel prej krajši govor, ima v delnicah kar okoli 11 milijard evrov, medtem ko je podjetje samo lani povečalo prihodke za polovico v primerjavi s prejšnjim letom in doseglo že preko 50 milijard na leto. Zanimivi so še drugi podatki, recimo to, da ima Kitajska kar 56% penetracijo na področju trga avtomobilov, medtem ko ostali svet samo 15%. Zato pa se jih vsi toliko bojijo. Ja. Chery je tukaj še posebej uspešen, saj je že 22 let zapored največji kitajski izvoznik avtomobilov. Med najpomembnejši znamkami na tujih, torej tudi na našem trgu, pa sta Omoda in JQ, ki tudi že prodajata avte pri nas. Novinarji so prišli na ta dogodek spoznati znamko in predvsem njihove tehnologije, da si bomo bolje predstavljali, kaj nas vse čaka v prihodnosti in seveda skoraj vse staja na električna in priključno hibridna vozila. Tukaj so res že daleč pogoni in imajo v prodaji že toliko modelov, da še sam težko sledim. Recimo, tale JQ8 je pri njih Tigo 8, ampak je za izvoz še bolj fancy, z odličnimi materiali noter, k nam pa po napovedih pride enkrat sred prihodnjega leta. Takole bo pa izgledal bat prihodnosti v tem najbolj sodobnem oziroma najbolj učinkovitem motorju na svetu. To je klasičen bat, to je pa ta na novo razvit, ki ima tale vmesni člen in s tem so lahko skombinirali Atkinsonov pa Millerjev cikel. Dosegali so kompresijsko razmerje do 26:1, kar je svetovni rekord. Obenem so pa dosegali več kot 48% termalno učinkovitost tega motorja, ki ga bodo uporabljali za zlati podaljševalnik dosega, kot mu rečejo. Res hudo. The ICE engine is not that. And if you look at it, I mean, Chery is a global player, right? And is getting more and more traction and a larger footprint around the world. And in Europe, we often tend to ignore the rest of the world, to be honest, which is not correct. So we know that long-term electrification will most likely be the future technology. And we, as I said, we strongly believe in our capabilities and in our technology when it comes to plug-in hybrid. And if we want to have a good plug-in hybrid, it's important that you have good ICE engines because the whole efficiency of the system, and that's why we generate, for example, on the JQ7 PHEV. Well, Kunpeng Power is not a single engine, right? It's a whole family of powertrain architecture, let's say. So we're using a lot of these technologies across different base engines, and whether to which level we use it really depends on the power requirements on that specific cars. If you look at a pure range extender vehicle, you can relatively precisely calculate the maximum power that the ICE engine has to deliver to recharge the battery, because it will never directly power the drivetrain, right? While in a PHEV, there are situations where you fully rely on the ICE engine to actually go to the traction wheels. Chery je v bistvu precej mlada znamka, šele leta 1997 je bila ustanovljena in njihov prvi avto, Feng Yun se imenuje, je v bistvu Seatov Toledo, za katerega so kupili licenco in ga začeli potem proizvajati leta 1999. Neverjetno je, kaj jim je uspelo v tako kratkem času, če razmišljam, da je bil prvi parni avtomobil izdelan že leta 1769 ali pa prvi računalnik leta 1946 in je bil velik kar 170 kvadratnih metrov. Ja. No, vi si lahko danes omislite recimo tole, iCar, samo 2 leti stara znamka, ki bo tudi baje kmalu pri nas. Jaz bi najrajši imel seveda takšen V23, kot sem ga vozil včeraj na poligonu, še rajši pa takšen X25, ki bo baje čez 2 leti v takšni obliki res na cesti. Avto direkt za na luno, a ne? Mimogrede, to je že 3. razstavišče v 3 dneh, ki sem ga obiskal vsako za svoj dogodek. Niso normalni, res. Ja, sem mislil, da bom lahko še počakal do razkritja Omode 4 Ultra,
Samo moramo že domov več, zato ker nas čaka vlak, jutri zjutraj pa avion, tako da žal, bi vam pa posebej pokazal. Ja, sem dobil potem posnetke, pa nekaj majhnega podatkov, tudi čekle, se moraš pa vedno kar malo sam znajti, tukaj so pa Kitajci še vedno skromni. No, Ultra pride naslednje leto in bo njihov najbolj športen model, če še ni bilo jasno po teh pragovih in ogromnem spoilerju zadaj. Meni zgleda kot nek mini Lambo Urus. Poganjal ga bo pa njihov, kot mu sami pravijo, super hibrid, ker je super na vseh področjih. Poganjata ga 105 kW 1,5 litrski bencinski motor in 150 kW električni motor, do 100 pospešil 7,8 sekunde in dosežil največ 180 km/h, doseg pa naj bi bil zaradi zelo učinkovitega sistema kar 1000 km po VLTP. Ok, sej več verjetno zvemo, ko ga končno dobimo v roke, a ne? Zdaj pa letim spet na avion, ker nam seveda tudi v Šanghaju niso pustili preveč dolg spat. Evo, ura še 7 dni in so mi doma rekli, da so me še sami podočnjaki. Saj sem rekel, da sem naspal, ampak pol doma.